na kjer ga bomo delali, na kjer ga bomo plesali, ima močno sporočilo in to je to, štarti. Deva na glas, kolikor se da. Yeah! Pijemo! Se vej, kako to gre. Poznaš me, poznaš vse, a ne? Če ne, kaj pa če ni to vse? Ker misliš, da je? Nisem rdeč, nisem bel, nisem desa, nisem lev. Rad bi sem žarel, pel bil vesel, a jaz sem kriv, ker sem žvel. Če ti kaj je zmanjkal, poje zihar bil cigan. Če kadim pravo, kriminalci, narkomani. Če imam malo več, kil sem vreden malo manj. In če sem musliman, ponaredil bo najbrž. Hajde, vojska, spudi se, razbite stereotipe. In kar se tiče stereotipov, pač mislim, da bodo vedno prisotni. Zaradi tega, ker pač je to konec koncev ena čist naravna zadeva, ki jih sicer ni v redu, ampak kako se pač ljudje odzovejo na stisko, pač osebno ali pa pač stisko, na katero povzroča sistem na njo. Stereotipi v mladih ne veljajo splošno, pač zaradi tega, ker mladina je sploh danes toliko raznolika in res pač vse možno se vidi danes v mladini in zaradi tega stereotip ne more veljati, že v osnovi. Ja, je pa seveda stereotipno, da mladina smo, da ne znamo niti izražati svojega mnenja pogosto, vsaj ne na način, ki bi bil primeren za starejše, ki bi ga sprejemali. Sam spet, pač mi smo pripravljeni spreminjati svet, sam prosim, ne nam postavljati pravil, da ga moramo spreminjati na takega, kakor je že, ker takega sveta pač mi kratko malo nočemo. Stereotipe uporabljamo vsi, včasih stereotipiziramo celo sami sebe. To zagotovo ni dobro, saj se na ta način ukalupljamo in preprečujemo napredek. Kaj vse so stereotipi o mladih danes? Stereotipi o mladih so to, da so ful naivni, da ne vejo, kaj je prav. To je buča. Resnica je, da mladi ful dobro vejo, kaj ful bolj čutijo, kaj starejši, ki je že dost kapital zmešal in se bojijo, da kaj bo z njihovimi družinami in tako naprej. In pol sprejemajo odločitve, ki so za njihov obstojne, pa za tisto, kar je prav. Dobra roka. Evo, kaj pa je pozitivnega? Kaj delamo dobrega mladi? Da bomo spremenili svet, da bo boljši? Prvo moramo narediti, da naredimo se prav format glava dvopiče, da naredimo zadeve, da se začnemo sprejemati med sabo, da med nami ni sporov. Potem pa iz tega začeti graditi za vzorom boljši jutr, veliko boljši, kakor ga nam kažejo. Ja, stereotipi so v mladih so te, ki mislijo, da so vsi ljudje, pač, če je debel, je pač nič vreden, če je, ne vem, če fur ne zna dobiti službe ali pa gore dole. Ampak ljudje smo itak, vsi imamo eno tako posebnost vse, da, kako ti povem, vsak lahko naredi kaj drugega, ne rabi biti to, kar ti misliš, da je. To je pač stereotipi, to hočemo mi razbiti in zato tega smo prišli jaz potekaj, danes smo odrokali svoje in to folk se mora res malo zamisliti, kaj je stereotip, zakaj on sovraž nekoga, ki sploh ne ve nič o njemu. Stereotip, ki zagotovo ne drži, saj mladi brez zaposlitve ne morejo postati neodvisni, brez plače ne dobijo kreditov za stanovanja in v končni fazi nimajo pogojev za ustvarjanje družine. Glavna problematika mladih je danes brezposelnost vsekakor. Vas bi vprašala, kje vi vidite srž problema, zakaj je sploh do tega prišlo? No, problemi so gotovo strukturni in tudi zahtevajo malo več napora, da bi se rešili. Mislim, da bo letos priložnost za to. Letos vlada napoveduje zakon o delovnih razmerjih, ki bo spremenil naš sistem zaposlovanja. In jaz se zavzemam za to, da bi bila ena prioritet tega zakona odpiranje zaposlitvenih možnosti mladih. To verjetno zahteva neko drugačno fleksibilnost v zaposlovanju in odpuščanju in seveda ustrezne sheme povezovanja vstopanja mladih v delovni proces na eni strani, upokojevanja starejših na drugi strani, potem kakšne mentorske sheme in podobne rešitve in seveda vsem tem se bomo morali to jesen pogovarjati. Govorim o stvareh, ki jih je možno narediti na ravni zakonodaje. Seveda so pa potem tu še ekonomski razlogi in pa tehnološki razlogi in vse to tvori problematiko, o kateri govorite.
če bi vam dali odprte roke, da naredite, kje bi začeli, kaj bi prvo? Torej najprej bi uredil zakonodajo, najprej bi uredil to, kot sem rekel, zakon o delovnih razmerjih, spremenil bi status študentskih servisov, študentsko delo je treba močno zmanjšati in skratka ta normativna ureditev je prvi korak. Potem pa je seveda odvisno od tega, kako bi zaposlitvene možnosti povečevali. Zdaj, tu so nekateri ukrepi tudi bolj dolgoročni, recimo mi moramo izobraževalni sistem razvijati na način, ki bo omogočal boljše zaposlovanje, naprimer poklicne šole, krepiti, jih bolj povezati z delovnim procesom, to bi bil en problem, ki ga je treba rešiti in kjer mislim, da so prostori za reševanje. Drug prijem, ki se mi zdi izjemno pomemben, je ta, mi bi morali bolj razmisliti o tem, kako vključiti v naš razvoj vse tisto, kar imenujemo kulturne vsebine. Veste, kajti tu bomo morali za prihodnjo finančno perspektivo Evropske unije določiti projekte, ki bodo financirani v veliki meri iz Evrope. Mi zaenkrat še takih projektov nimamo v Sloveniji. Je pa to priložnost, da med te projekte vključimo tudi projekte, ki so zasnovani za krepitev kulturne produkcije, kulturne dejavnosti. In mislim, da bi tu v tem okviru precejšnje število mladih lahko našlo svoj prostor. Zlasti recimo v vzhodni Sloveniji, ki bo deležna podpore tudi v prihodnje. Še vprašanje glede mladi, se vam zdi, da smo v bistvu tudi mi krivi mogoče nekje za nastalo situacijo? Se vam zdi, da smo dovolj aktivni? Je mogoče prisotna neke vrste apatija, kako vi vidite mladi? No, jaz ne bi govoril o krivdi. Mi se moramo znebiti terminologije, da je za take vprašanje nekdo specifično kriv. Mi smo dosegli eno stopnjo v razvoju, kjer moramo stvari spreminjati. In jasno je, da je dobro, da mladi v teh spreminjanjih sodelujejo. Za spremembe v zakonodajni sferi, o kateri sem govoril na začetku, mislim, da bi morali sprejeti stališče nič o mladih brez mladih. Mi bi morali mladim ljudem, mladinskemu svetu, recimo raznim organiziranim skupinam, ki so že naredile zelo dobre analize problema, omogočiti, da sodelujejo pri pisanju osnutka zakona, iskanju rešitev, razpravah in tako dalje. Ali jaz dajem kulturo kot primer neizkoriščenih možnosti oziroma pomanjkljivega razumevanja razvoja. Mi imamo situacijo, v kateri smo privedli recimo stopnjo ekonomskega, družbenega razvoja na raven, kjer moramo razmišljati širše. Kultura je del tega razmisleka in je za razvoj izjemno pomembna, ker daje smisel razvoju, ker povezuje, ustvarja večjo kohezivnost v družbi, daje tudi, rekel bi, duhovne vsebine, ki jih ljudje potrebujejo. Zato hočem kulturo posebej izpostaviti. Ampak seveda imamo tiste najbolj očitne potrebe in tudi priložnosti na področju tehnološkega razvoja. Mi vemo, da Sloveniji manjka mladih inženirjev. Vidim recimo v severni Primorski, po Sočju, krepitev ustvarjalnosti mladih inženirjev v različnih podjetjih, ki tam delajo. In seveda to je tisto, kar je najbolj neposredno, se pravi tehnologije vseh vrst, ne samo informacijske, ampak tudi tehnologije v razvoju, ki je pomembna za avtomobilsko industrijo, različne naprave. In skratka, tehnologije so ena pomembna vsebina. Poleg tega, če pogledamo turizem, ekokmetijstvo in vse to, kar se zdaj dogaja ob pomoči interneta. Veste, danes recimo je veliko lažje tržiti kakšne turistične storitve, ki so inteligentno zasnovane, za katere imamo priložnosti v Sloveniji in se lahko tržijo globalno s pomočjo spletnih strani in pa raznih orodij interneta. Nekateri to uspešno delajo in tako dalje. Skratka, ne bi želel omejevati teh možnosti na eno samo področje, ampak kot rečeno, kulturo omenjam zato, ker je to ponavadi najbolj zapostavljeno področje. Žal, bom rekel, je statistika še vedno dokaj ugodna, če lahko v narekovajih to rečemo. Trendi so sicer slabi, začeli smo tam pred 3 leti kot 4., 5. najboljša država v tem pogledu, zdaj smo nekje v zlati sredini, ampak večji problem kot to je struktura brezposelnosti in same oblike zaposlitve, s katerimi se mladi soočajo.
V Evropi smo tako prvi po začasnih oblikah zaposlitev, po delu v asocialnem času, to pomeni nedeljsko, izmensko, sobotno in tako naprej. Predvsem pa mene osebno skrbi dejstvo, da so izjemno diskriminirane mlade ženske, predvsem diplomantke. Tukaj je statistika grozna in če ne bomo hitro ukrepali na tem področju, se nam zna pisati kar črn scenarij, bom rekel. Kje pa vidite največ potencijala za mlade? Na kakšen način se vključujejo v družbo? Torej, pokazalo se je, da je za mladega posameznika zelo koristno, da se čim bolj vključuje vse socialne tokove. Danes ti nič ne pomaga, če končaš fakulteto z 10, če si sijajen, če pomagaš, ne vem, svoji babici doma, če se ne vključuješ v družbene tokove. Se mi zdi, da je za mlade zdaj res izziv, da najdejo ta stik, da se neformalno opremijo z neformalnimi kompetencami, z sposobnostmi, z vrlinami, ki jim lahko pride prav ne samo pri nekem prehodu na trg dela, ampak tudi na splošno življenje. Eden ključnih problemov današnje mlade generacije se skriva tudi v izobraževalnem sistemu, ki trenutno ne sovpada s potrebami trga dela. Mladi študiramo dlje, saj imamo zagotovljen finančni prihodek le preko študentskega dela. Skozi čas študija se poskušamo vključevati v razne skupine, organizacije in študijske izmenjave, kar pa čas študija tudi zavleče. Problem današnjih študentov je pomanjkanje karierne orientacije, zato se velikokrat študij podaljšuje, saj pravzaprav niti ne vemo, kaj bi radi s svojimi življenji. Še en zanimiv podatek je, da smo Slovenci na prvem mestu v Evropski uniji, kar se tiče vključenosti mladih v terciarno izobraževanje. Podatki žal ne prikazujejo, kolikšen je procent fiktivnih študentov. Jaz mislim, da je ključ v proaktivnosti. Dostikrat slišim, ni možnosti, jaz vseeno verjamem, da možnosti obstajajo. Številni naši člani so zelo dobro izkoristili pestro paleto gostov. Gostili smo izjemne mednarodne ljudi, od Ricarda Ilija, Milke Forcen, pa do domačih, od Borisa Pahorja, dr. Danice Purgove. Probamo biti stalno drugačni. In jaz mislim, da v tej drugačnosti lahko tudi naši člani iščejo in najdejo neke priložnosti. Tako da na svet mladim bi bil gotovo bodite proaktivni, stalno iščite priložnosti, povejte, kaj bi radi, ni dovolj, da hodite samo na izobraževanje v smislu srednje šole, fakultete, ampak treba je nekaj več, treba je iskati tisti presežek, ne samo v Sloveniji. Jaz mislim, da včasih moramo pogledati tudi bolj globalno. Če ne bomo že v Sloveniji iskali presežka, nas bo globalni trg pojedel, če se malo usmerimo v Azijo, malo usmerimo v druge države, vidimo, kaj delajo mladi tam. Zato je ta proaktivnost nujna. Iskati tisti odgovor, kaj bi radi. Jaz mislim, da je to včasih temeljni problem mladih, da iščejo, nič ni narobe, če poskusijo več stvari in s tem pridobivajo neke neformalne izkušnje, širijo neko mrežo, ki jim bo kasneje gotovo prav prišla. Rešitev to, kar so nam morda govorili naši starši, da pojdimo v šole in potem nas čaka dobra služba, jaz mislim, da je to stvar preteklosti in da tudi realne številke kažejo, da kljub temu, da imamo najvišjo stopnjo mladih v terciarnem izobraževanju, imamo z izobraževanjem oziroma potem kasneje z zaposlovanjem mladih precej velike probleme. Tako da jaz mislim, da je treba biti aktiven, da se je treba vključevati v družbene zadeve. Priložnosti je veliko, če jih znamo izkoristiti, je pa potem to ključ. Mladinski svet Slovenije, ker je članska organizacija, se lahko mladi in se vključujejo preko organizacij članic. To so od političnih podmladkov, skauti, taborniki, ki so recimo najbolj znani, potem razna društva, kot so Škuc v Ljubljani, mladinski ceh, tako da veliko teh društev, v katerih so mladi aktivni in se lahko pridružujejo, tudi študentski klubi, vse te zadeve. To, če si predstavljamo neko piramidno shemo, smo mi nekako na vrhu takoj, smo tisti, ki zbiramo vse informacije iz terena, če lahko tako rečemo, če so mladi v lokalnih organizacijah, smo mi nekje na vrhu in potem res lahko kompetentno, pa tudi združeno vse sporočila posredujemo tisti, ki jih morajo slišati. Tako da, kako pritegniti mlade, jaz vedno pravim, da je potrebno nekako razmišljati o tem, da se boš vključeval pa pokazal sam to, kar zmoreš. Ker pač, pa bom mogoče floskule, ampak
če te ne bodo videli, kako nadarjen si, kaj znaš, kaj zmoreš. Nikogar priložnosti ne čakajo na cesti in ne padajo z neba na glavo. Tako da pač je treba se pokazati, se je treba tudi prostovoljno udejstvovati, ker če boš nekaj zastonj naredil, pa ti bo mar, bodo tisti, ki bodo mogoče potencialni delodajalci to kdaj videli, pa se bodo na to spomnili, da si bil priden ali pa pridna, kakorkoli, požrtvovalen in tako, in te potem pokličejo, hej, ti kaj pa znaš delati, smo te videli v akciji. Torej, te priložnosti so v mladinskem sektorju, pa tudi v drugih nevladnih organizacijah zelo velike. Žal je tako pri nas, pa tudi kje drugje po svetu, da izobraževalni sistem ne daje vsega tega, da bi bili mladi, ki delamo ali pa kakorkoli, tisti multipraktiki, kar od nas pa zahteva trg dela. Tako da vse, kadarkoli je možnost, da se nekaj novega naučiš ali pa spoznaš nove ljudi, ki te lahko kaj naučijo, treba zagrabiti. Pozitivnemu podaljševanju študija pa zagotovo lahko štejemo študentske izmenjave. Na Univerzi v Ljubljani smo vključeni v kar nekaj programov, ki omogočajo študentom izmenjave v tujini. To pomeni, da del svojih študijskih obveznosti namesto na domači fakulteti opravijo v tujini in se jim to potem ob vrnitvi domov prizna. Najbolj razširjen in najbolj znan med študenti je prav gotovo program Erasmus, ki pa je omejen na države Evropske unije in za katere je pogoj, da imamo podpisane bilateralne sporazume z določenimi univerzami, na podlagi katerih potem študentje izbirajo in se lahko odločijo za izmenjavo v eni od teh držav. Potem smo vključeni tudi v nekaj projektov programa, ki se imenuje Erasmus Mundus Partnerships. To pa so programi izmenjav z deželami tretjega sveta, vendar pa je samo v okviru Bazileusa, kar se imenuje eden od projektov, ki je osredotočen na regijo Balkana, možna obojestranska izmenjava, tako da lahko naši študentje tudi odhajajo na izmenjavo k njim. V ostalih projektih pa le dobimo tuje študente k nam na Univerzo v Ljubljani. Potem so tu še projekti, kot so CEPUS, to je prav tako možnost izmenjav. Če je fakulteta vključena v CEPUS mrežo, ki je bila na letnem razpisu odobrena, potem se študentje lahko udejstvujejo teh izmenjav, ki pa so večinoma na področju Balkana in Srednje Evrope. Na začetku smo imeli zelo majhne številke, mislim, da sta prišla 2 študenta in odšlo jih je okoli 25. Potem so te številke kar hitro rasle, tako da sedaj izmenjujemo po vsaj 1000 študentov odhajajočih in 1000 prihajajočih vsako leto. Zanimivo je celo, da število prihajajočih tujih študentov hitreje narašča kot število naših študentov, ki odhajajo v tujino. Tako da je to en dokaz, da smo dobri, da smo zanimivi in da se študenti pri nas zelo dobro počutijo. Najraje odhajajo v sredozemske države, torej Španija, Portugalska, Italija, Francija, tudi jih gre veliko v Nemčijo, v Skandinavijo malo manj, verjetno je to povezano tudi z visokim standardom in visokimi življenjskimi stroški v Skandinaviji. Načeloma gredo pa prav vse države, ni nobene države, kamor naši študentje ne bi odhajali. Največ pa prihaja k nam študentov iz Poljske, tudi Španija, Portugalska, imamo tudi precej Francozov, Italijanov, tako da tudi k nam prihaja kar pisano število raznoraznih študentov iz vseh držav. Tako da se je Erasmus štipendija iz dosedanjih 300 evrov zvišala na skupno 450 evrov, kar je seveda za študente vedno zelo dobrodošlo. Res pa je, da smo opazili v letošnjem letu manj prijav študentov za odhod v tujino v prihodnjem študijskem letu, kot jih je bilo recimo v letošnjem. Tako da predvidevamo, da se kriza pri njih tudi vseeno malo pozna. Pravijo, da je to bila njihova najboljša odločitev, najboljše leto doslej, da ga priporočajo prav vsakemu študentu, naj le izkoristi to priložnost, če je le mogoče. Naučili so se samostojnosti, spoznali so ogromno novih ljudi, utrdili so tisti jezik države, kamor so odšli, spoznali so nove študijske sisteme, način predavanj, izpitev in postali so res tekoči v jeziku, v profesionalnem jeziku tudi predmeta, ki ga študirajo, tako da mislim, da so res izjemno zadovoljni in veseli. S
Stanovanjska problematika gre z roko v roki s problematiko brezposelnosti mladih. Le kako se osamosvojiti brez rednih prihodkov? Slovenija se uvršča celo na drugo mesto v Evropski uniji po skupnem deležu mladih med 18 in 34 letom, ki še živijo pri starših. To znaša celih 70% te starostne skupine. Življenje pri starših postaja vse bolj družbeno sprejemljivo in zato se soočamo s polodraslostjo, kar je svojstven fenomen. Stereotipi pri mladih so, da smo mladi kao leni, da radi ponočujemo, da radi pijemo, žuramo, pa da nimamo odgovornosti. Se mi zdi, da še posebej glede odgovornosti, da to razbijamo in da kažemo, da vzamemo stvari na svoja pleča, da se hitro, vsaj punce, se hitro samosvojimo, pa gremo iz mame hotela, iz hotela mama, da zelo rade zbežimo že pri 19-20 in da od same plačujemo najemnino ali pa malo s pomočjo in da v bistvu da delamo. Da zelo veliko zdaj mladi hoče delati, da v bistvu vsak del, ko je tudi promocije, deljenje letakov, vse, pač da si sami plačujemo za svoje želje. Tako da mislim, da s tem pa razvijamo. Hvala. Stereotipi pri mladih mislim, da so, da pač ga mladi dosti žuramo in samo pijemo in zabavšavamo čas in smo pač neperspektivni in splošno, kar je deloma tudi res. Še posebej v danes v teh časih, ko je vse tako negotovo. Mislim, da pa je zelo fajn, da se pač nekako skušamo se družiti in nekako povezati svoje zanimanja ali pač nazore na življenje in ob pač nekaterih prilikah to tudi uspe. Sicer še vedno v okviru pač največkrat dionizičnih žurov, ne pa to, alkohola, ampak jaz mislim, da obstaja dosti ljudi, ki pač dejansko neki odnesemo pač od tega vse. Mladi radi žuramo, tako je že od nekdaj. Zabave nas združujejo, sproščajo, pa tudi vodijo v nevarne odvisnosti. V kriznih časih bi morala biti družba strpnejša do mladih, saj smo ranljiva skupina, ki brez upanja v svetlo prihodnost kaj hitro zaide s prave poti. Jaz mislim, da je ta velika dostopnost prepovedanih drog in dovoljenih, da je tukaj igrala zelo močno vlogo. Ker vemo, da pač obdobje odraščanja je obdobje eksperimentiranja, mladi pač v obdobju adolescence eksperimentirajo z vsem sortam, s prijateljstvi, z ljubeznijo, s seksom, z zabavo in seveda tudi z drogami. In ko so pač droge postajale vedno bolj dostopne tudi zelo mladim ljudem, takrat se mi zdi, da je zadeva ratala malo bolj problematična, kot je bila včasih. Kriza sigurno ima tukaj vpliv in tudi finančno so ljudje slabše preskrbljeni, tako da se jih zato recimo nekateri, ki se drugače mogoče ne bi odločili za to, da bojo preprodajali droge, se zdaj odločajo, da jih bojo, zato ker pač na ta način lahko preživijo. Meni se zdi tako zelo problematična stvar, ki se je zgodila v zadnjih parih letih, porast legalnih drog, ki se pač kupijo prek interneta. Z mefedronom se je vse skupaj začel in se nadaljuje tudi z ostalimi. To so dizajnerske droge oziroma eksperimentalne droge, kakor mi radi rečemo. To so snovi, ki so čisto neraziskane, ki so malo modificirane molekule recimo prepovedanih drog ali pa čisto nove snovi, pač narejene samo za to, pač za zadevanje. In pa, ker še niso prepovedane, so pač legalne in so zelo lahko dostopne in pa tudi zelo poceni. In vidimo recimo populacijo zelo mladih uporabnikov, med zelo mladimi mislim recimo srednja šola, začetek tudi srednje šole, ko so začeli uporabljati te droge, ker so bile dostopne, ker so se jih naročili po internetu, ker so jih tudi prijatelji uporabljali. Potem pride mogoče kdaj tudi do kontakti naši so na naši spletni strani www.drogart.org ali pa www.izberisam.si. Imamo pa še eno spletno stran, ki je pa namenjena prav uporabnikom kokaina, to je pa www.kokain.si. In pri nas lahko dobijo internetno svetovanje, ki je res povsem čisto anonimno, lahko se obrnejo na svetovanje prek telefona ali pa pridejo tudi na osebni svetovalni razgovor.
Mi tukaj delamo veliko svetovanja, imamo tudi svetovalno-terapevtski program za ljudi, ki imajo že večje težave, recimo s kokainom ali pa s kakšnimi stimulansi. Te prihajajo 2-krat tedensko za 1 uro, se pravi so prav v enem terapevtskem programu. Kdo, ki pa rab samo pogovor, nas pa lahko kontaktira prek maila ali pa prek telefona, pa se pol zmenimo za termin, da pride na en svetovalni razgovor. Svetovanje je pri nas to čisto anonimno, jim ni treba povedati niti imena, če ne želijo, jih vodimo pod šiframi, tako da to je tudi velikim ljudem je to zelo, zelo pomembno, da lahko ohranijo anonimnost. Dobra praksa združevanja prijetnega s koristnim je zagotovo Center urbane kulture Kino Šiška. Tako bom rekel, mislim, zdaj tukaj je treba biti, predvsem je treba znati tudi tvegati. Mislim, da tukaj je brez veze razmišljati o tem, da pač neka diskrecija v komunikaciji, pa v takih primerih pa res ni potrebna. Se pravi, ni potrebno biti agresiven, ko se obračaš, vse informacije so zdaj na voljo na netu. Mislim, da ni sploh problem identifikacije, kam plasirati svoje delo. Tudi ko gre za prve projekte, ko gre za preizkuse, zgodbe in tako naprej. Pa naj gre za fotografiranje, pisanje literature, delanje razstav, muziciranje ali karkoli. Mislim, da to sploh ni problem. Mislim, da tukaj je čisto dovolj subjektov, ki se s tem ukvarjajo, tudi kulturnih operaterjev je dovolj. Je pa potrebno se pač tudi potruditi. Mislim, da to tveganje pa mora obstajati. Tudi, dajmo reči, delno pomanjkanje poguma, razen pomanjkanje, to je pa čisto psihologija očitno tudi mladih generacij, ali celo najstniških, bom raje tako rekel, ker študentje znajo biti že pomalem bolj agresivni. Tako da je včasih zelo smešno, ko dobivaš CV-je od staršev, zato da bi nekaj počeli tudi v Šiški, recimo, ne obrnejo vse ali pa se ne znajo obrniti pa neposredno, ali na mene, ali na mojo ekipo in tako naprej. In to je znak, da je nekaj narobe. Očitno so mlajše generacije ali zelo mlade generacije zelo pogumne nadaljavo, se pravi, da uporabljajo pač nove tehnologije za to, da komunicirajo nadaljavo, dočim spopad na 4 oči ali pa prepričevanje na 4 oči ali pa seveda tudi dajanje argumentov na 4 oči in pa ne gre najbolje. Kultura je bila zmerno tudi tržno blago, tukaj nimamo kaj blefirati. Ti nastopaš na trgu in seveda brez določenega trga, s tem govorim predvsem seveda o odjemalcih, določenih dobrin, kulturnih in tako naprej, se moraš tega zavedati. Verjetno drugače ne moraš preživeti. Pisati poezijo sam sebi je verjetno smiselno za psihoterapevtske namene, če pa misliš, da pač zadeva presega ta moment, dejansko terapevtski moment, pa se moraš zavedati določenih pravil. Res pa je, da seveda ustvarjalnost, in zdaj ne govorim o ustvarjalnosti samo na področju umetnosti, ampak tudi o ostalih ustvarjalnih momentih, ki jih je cela kupica, v slovenski družbi izgublja svoj pomen. To je pa treba se zavedati. In kar pomeni, da so to precej hudi časi, tudi za to vrsten plasma. Vemo, kako seveda zdajšnja vlada, zdaj že drugič seveda ponavlja v bistvu tezo o tem, da so pač umetniki družbeni paraziti in da v bistvu samo živijo in lenuharijo na račun davkoplačevalcev. Seveda so bili. Ti inštrumentariji v bistvu so žal presahnili, tega je manj. Dela se še zmeraj na štipendiranju, tudi na sistemu, ki ga pač smo uvedli že mnoga leta nazaj. To so ateljejski sistemi, rezidenčki sistemi v tujini. Žal je ta projekt ni doživel tistega, bom rekel, buma, ker je bil načrt tak, da bi taka rezidenca obstajala po vseh celinah sveta, kamor bi seveda mlade, predvsem mlade umetnice in umetnike pošiljali po določenih postopkih. Inštrumentirali smo nekatere zadeve povezane s prvimi projekti, se pravi to, da pač je država subvencionirala prve projekte, mislim, da je bil to lep dosežek, ampak je zato žal tudi ta zgodba šla v franže. Skratka, tukaj je moč postoriti marsikaj. Zdaj, očitno je vprašanje tudi to, kako zdaj se zaostrujejo pogoji za pridobivanje statusa samozaposlenega kulturnika, predvsem gre za ustvarjalce, normalno, tudi mladega ustvarjalca. In se bojim, da seveda bo
ta inštrumentarij, ki je bil dobro zastavljen, ki ga je bilo treba seveda vsako leto tudi nadgrajevati, počasi presahnil in da kar naenkrat se bo katerakoli oblast začela zavedati, da mladih ni več. Moja osebna izkušnja je, da se mi zdi, da so mladi tudi sami dostikrat žrtev predsodkov in stereotipov, da ljudje o mladih mislijo, da so, ne vem, pasivni, da jih nič ne zanima, da se ne radi družbeno angažirajo, kar se mi zdi, da v praksa tega ne potrjuje. Recimo pri rekrutaciji knjig, ko smo iskali knjige, med mladimi nismo imeli nekih problemov, da bi ne želeli sodelovati. Tiste ljudi, ki smo kontaktirali in jih vprašali, so vsi po vrsti bili zelo zainteresirani za sodelovanje. Tudi med bralci je bilo ogromno mladih. Najbrž je pa tako, da danes je ogromno sredstev, kjer se ljudje iz njih lahko informirajo. Najbrž je tudi to res, da prihaja do neke polarizacije, se mi zdi, zlasti v teh kriznih časih, ko je dost stisk in ko ljudje, tudi mladi, iščejo krivce za te stiske. Tako da na eni strani se mladi gotovo odpirajo za občutljiva družbena vprašanja, na drugi strani se mi zdi, da se del mladih pa zelo zapira, da se zateka v ene konservativne vrednote, restriktivne vrednote, ki so velikokrat izključujoče. Čutim se kot testna živalca, zaprta v kletki, na kateri piše dobrodošel med nami. Prvo nas mešate in spodbujate različne kulture, zdaj nas pa hočete očistiti. Sploh ne veste, kako je danes biti človek. Postavili smo pozicijo pacientov, ki živijo znotraj nekega sistema, ki nas dela odvisne od vsake stvari, ki jo za to lahko izkoristite. Jaz sem tega dost, ne mislim biti več vaš pacient. Mlada generacija na eni strani postaja vse bolj odklonilna do družbe, celo deviantna, veliko se zapira v iluzorni svet računalnika, po drugi strani pa se vse bolj kažejo tendence po prostovoljstvu in solidarnosti. Prostovoljstvo, prostovoljno delo, prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik namenja zaradi tega, ker se je sam odločil, brez pričakovanja materialnega povračila zase ali pa za kakšnega drugega, v korist drugim ali pa skupnosti ali pa družbi kot celoti. Zakaj je pa to pomembno? Zaradi tega, ker je to tisti mehek del. Ljudje tukaj odreagiramo na tiste stvari, ki se nam zdijo v življenju pomembne. Vsak zase, vsak za neke tiste stvari, ki se njemu zdijo važne. Odreagiramo tam, kjer vidimo, da niso potrebe zadovoljene. Se pravi, ali vidimo, da je premalo ljudi, ki bi se športom ukvarjali z mladimi, pa se s tem začnemo ukvarjati, ali se nam zdi, da bi hoteli Šmarno goro očistiti, pa se tega lotimo, česarkoli. Ali pa kužke sprehajati, zato ker mislimo, da so kužki preveč zaprti v kletkah. Tako da, ja, to so te stvari, česar se ljudje lotijo. Dejansko prostovoljstvo se mi zdi, da lahko zelo pomaga in lokalni skupnosti in potem na splošno. Že zdaj v teh časih, bom rekla, so ljudje vedno bolj sebični postajajo. Se mi zdi, to je ena zelo pozitivna izkušnja, sploh naprimer to prostovoljstvo, da se gre tudi v druge države, pa kakšne mladinske centre in da se tam pomaga in tako in spoznavaš svet, spoznavaš nove ljudi in mogoče s svojo prisotnostjo pomagaš drugim, da vidijo, da je še nekaj pozitivnega tle. Jaz sem postal prostovoljec, tako da sploh nisem vedel, da sem. To pa zaradi tega, ker sem bil aktivno vključen v taborniško organizacijo. In je bil to en tak izziv, ki je prihajal sam od sebe. A bi ti tudi pomagal nam tle, a bi ti nam tudi pomagal tam? In kot član mladinske organizacije sem bil samo počaščen, da me vidijo, da bi lahko jim jaz pomagal. In po mojem, da šele 5 let kasneje sem jaz začel razumevati, da je bilo to pravzaprav organizirano prostovoljno delo in da sem skozi to delo začel pridobivati izkušnje in vse ostalo. Prostovoljstvo da mladim ljudem izkušnje, predvsem možnost, da preizkusijo stvari, ki jih sicer ne bi mogli. Nekaj časa sem se ukvarjal z mislijo, da je prostovoljstvo en tak odličen poligon za preizkušanje tega, kaj bi jaz hotel v življenju početi. Mreženje. Koliko ljudi pozna druge ljudi zaradi tega, ker so se srečali kot prostovoljci ali pa zaradi tega, ker so se srečali kot nekdo, ki nekaj počne, nekaj koristnega počne. In to je ta socialni kapital, ki ga imamo za naprej, se pravi izkušnje, socialni kapital, mreža, to je tisto najbolj pomembno. Pa seveda
to, da človek ima občutek, da sam nekaj da, da ima lastništvo nad tem, kar se dogaja okrog njega. Mladi zelo pogosto rečejo, se bi delali v družbi, se bi bili bolj aktivni, če bi imeli občutek, da to družba ceni. In prostovoljstvo je en tak del, kjer družba dosti hitro pokaže, da ceni. In hitro reče, relativno hitro v primerjavi s čim drugim. Hitro ljudje odreagirajo in rečejo, ja, to je pa fajn, kad ste prostovoljci. In prostovoljstvo je ena taka pozitivna vrednota, pozitivno sprejeto v družbi. Ni tako, kot se recimo v mladinskih organizacijah včasih dogaja, da so mladi ljudje aktivni, zelo veliko delajo, prevzemajo odgovornost za dogodke za 300-500 ljudi. Njihovi starši so pa prepričani, da to še zmeraj malo hodijo, malo po hribih hodijo, pa malo cajt zabijajo. Ljudje ne vidijo čisto sploh te aktivnosti v mladinski organizaciji, ampak to je to v osnovi. S tolerantnostjo bo svet lepše, mislim, ne bo sovraštva, pa v bistvu, če bi mladi bili bolj tolerantni, ne bi bilo, mislim, toliko nasilja in ne bi bilo toliko brezveznega po domače povedanega, mislim, odpora in ker res je, vsi smo drugačni, samo to ne pomeni, da smo zaradi tega slabši. In če bi se naučili živeti skupaj z drugimi kulturami, to ne pomeni, da se moramo, vsi se moramo prilagajati, in večinska kultura in manjšinska kultura, in če bi to lepo poklapali, super fajn. Tudi naši starši so ziher imeli, pač njihovi starši so imeli isto mnenje o nas, kot imajo zdaj o nas stari. Da smo pokvarjena družba, da smo hudičevo seme vsega tega, ampak ne, meni se zdi, da pač, če bo še takih, kot smo zdaj mladi, pač, da lahko še nekaj rata. Je pa raziskava Mladina 2010 pokazala, da v primerjavi z Nemčijo, recimo, so naši mladi veliko bolj vključeni v prostovoljno delo, veliko bolj pripravljeni aktivno participirati v družbi, veliko bolj pripravljeni se vključiti, se aktivirati, bolj motivirani, vse take stvari. Pa ista raziskava je delala primerjavo Mladina 95, se pravi 1995 in 2010, 15 let nazaj. In so tudi ugotovili, da je po enakih kriterijih, da je pripravljenost mladih, da se vključijo v aktivnosti, zdaj veliko večja in da je več mladih prostovoljcev in da so bolj aktivni. Medgeneracijska solidarnost postaja vse bolj pomembna in Zavod Y je svetovzgled, ki ne sme ostati edini. Kaj je WWW, je vprašala moja babica na enem od najnih kosil. In takrat sem ugotovil, da ne samo, da smo diskriminatorni do tistih, ki morda so drugačni, ampak celo do teh, ki jih imamo najraje, do naših starih staršev. Po enem medgeneracijskem dialogu smo se srečali, da je morda računalnik središče, kjer se mlajši in starejši lahko srečujejo. Obrnili smo družbeno paradigmo, se pravi, ponavadi starejši učijo mlajše, tu smo rekli, bojo mlajši učili starejše in naredili projekt, ki je v lanskem letu povezal Slovenijo, več kot 8000 ljudi. Šlo pa je za računalniško opismenjevanje starejših, delavnice, ki so potekale na več kot 230 lokacijah po celi Sloveniji. Tu gre zahvala predvsem vsem, ki so lokacije ponudili, šole, knjižnice, podjetja, različne medgeneracijske inštitucije, seveda prostovoljcev, teh je bilo več kot 2300 in več kot 5700 starejših. Skratka, resnično je bilo to največji medgeneracijski projekt lanskega leta. Mi smo verjeli, da bo to enkraten projekt, ampak zaradi vseh želja starejših prošenj smo se odločili, da to letos ponovimo. Projekt Živa knjižnica razbija predsodke in stereotipe na neposreden, direkten način, z dialogom. Živa knjižnica je po mojih informacijah, oziroma v tem, kar sem brala in slišala, nastala na Danskem leta 2001 in sicer kot iniciativa pač enega mladega posameznika, ki je pač v nekem obračunu med mladostniki izgubil dobrega prijatelja in sicer so ga zabodli z nožem, zato ker je bil, če se ne motim, je bil musliman, oziroma vem, da je imel neko etično ozadje. In sicer takrat ne bi bilo nasilje medvrstniško na Danskem zelo razširjeno, še posebej na podlagi pač etničnosti in mislim, da tudi vere. In ta fant se je potem odločil, da je skrajni čas, da se seveda nekaj naredi na tem, da seveda ni prav, če se tako izrazim zelo hecno, da seveda mladi umirajo pod nožem enega drugega.
samo zato, ker so pač neki predsodki in stereotipi v nekih drugih kulturah, ki se jih pač ne presega. In takrat je, če jaz povem, zbral skupino svojih prijateljev in se prijavil na festival Roskilde, na pač ta otok civilne iniciative in želel pravzaprav z zgodbami, s realnimi zgodbami svojega in življenja pač svojih prijateljev nekako predstaviti, kakšno je njihovo življenje in kaj oni želijo kot imigranti, kot priseljenci, kot pač nekdo, ki ni, se pravi, čisti danec, če se tako izrazim. Koncept Žive knjižnice je tak, da so knjige ljudje. Gre za postavitev, ki je podobna čisto navadni knjižnici. Imamo knjižno polico, na kateri so knjige, imamo izposojevalni pult, kjer stoji knjižničarka in ureja te formalnosti za izposojo knjige. Razlika je v tem, da pri Živi knjižnici so knjige ljudje. In to ne kar tako ljudje vse povprek, ampak ljudje, ki imajo osebno izkušnjo z stigmatizacijo, ki so žrtev stereotipov, predsodkov ali pa diskriminacije. In na tak način te knjige, ki so pripravljene deliti to osebno izkušnjo, stigmo, z diskriminacijo, s predsodki in stereotipi, te knjige nekako razbijajo predsodke in stereotipe pri ljudeh, ki jih želijo brati. Skratka, so pripravljene se o tem pogovarjati in razbijati te tabuje. In potem se umakne s knjigo v čitalnico, ki je lahko tam na licu mesta, skratka postavljeno smo imeli tudi čitalnico, ali pa ne vem, gre s knjigo na sprehod, ali pa gre na kavo in se pol ure pogovarja o čemer si pač bralec želi. V knjižnici Živi je zaželeno, da ljudje sprašujejo kakršnokoli vprašanje, to živo knjigo in knjiga potem to pripoveduje in temu rečemo branje. Najbolj brana knjiga v Ljubljani je bila oseba, ki je doživljala nasilje v družini. Dobro brani so bili tudi temnopolta oseba, oseba, ki je prebolela raka, mama geja, pa oseba z izkušnjo izgube spomina. Medijska osebnost, v Mariboru so pa najbolj brali Zdravilca in pa evangeličansko duhovnico. Da nas nič ne zanima, je popolna neresnica, saj smo vedoželjni vedno in povsod. Res je, da nas vse manj zanima politika, vendar le kdo bi nam zameril. Kar pa se tiče neodgovornosti, ali nimamo nekaj malega pravzaprav pravice do nje? Mlad je itak vedno biti super, ne. Dejansko folk obstaja, ki skrbi zate, ne, pač starši, ne vem, zaslužim petino minimalke, pa se mi zdi, da sem veliko denarja dobil. Ne vem, potem vse, kar imam za narediti, je to, da sem v šoli. Mislim, da starejši mislijo, da smo dokaj neodgovorni, čeprav v nekem smislu je to res, ne? Ampak se mi zdi, da vseeno s tem omejujejo, mislijo, da smo neodgovorni, da nam prepozno dajo možnost o prevzemu odgovornosti in potem so oni v bistvu krivi, da smo mi neodgovorni, če nam ne dajo odgovornosti v roko bolj. Zakaj bi bil odgovoren, če sploh nima? Glede omejitve, da nas pa glih starejši omejujejo pač od šolskega sistema naprej in zato se rad držajo takih stvari, ki so izven okvirov sistema oziroma bolj pragmatični projekti kot teorija, ker pač to mori mlade. Samo iniciativnosti je zunaj mnogo več in to, rekel, zdaj ta plahost, mislim, ki je značajska plahost, je dejansko problematična. Ne zavedajoč se tega, kakšne posledice bo to imelo. Te posledice so očitne, mislim, tudi zdaj konec koncev dijaška in študentska populacija se ne zaveda tega, kaj se bo kratkoročno in dolgoročno naredilo, tudi na področju socialnih pravic in tako naprej. Ravno pri teh generacijah in nobenega resnega glasu proti početju aktualne vlade tudi ne zasledim. Ne v medijih, ne drugače. Politiki so res, jaz jim ne bi zaupal, to je problem. In če bi oni učili v prvem razredu osnovne šole, je bil velik problem. Ker si predstavljate enega Gregorja Golobiča, ki je politično recimo, da že mrtev, ko ga v prvem razredu vprašajo, gospod Golobič, a 2 plus 2 je 4? Je. Profesor Golobič, kaj pa 2 plus 3 je 4? V zvezi s tem ne vem nič. Potem imamo tukaj še Boruta Pahorja,
Kje tak politik, ki bi rad ugajal in levim, in desnim, spredi in odzadi, ne? In ko ga vprašal v prvem razredu, gospod Pahor, a 2 + 2 je 4? Je. Pahor, ja, kaj pa 2 + 3 je 4? Tudi, to je 4. In pa imamo še Janšeta, ne? Ko ga vprašajo, pa tovariš Janša, a 2 + 2 je 4? To so samo tvoje domneve. Vse študentske generacije, predvsem študentske, seveda so bile ponovadi gonilo razvoja in protesta hkrati. Tudi moja generacija je bila taka in seveda upam, da bodo tudi bodoče generacije take. To je popolnoma jasno, ker če si že upornik, verjetno so upornik takrat, ko si mlad. Večinoma nas starejši skozi diskreditirajo, da smo apatični, da nismo zmožni karkoli delga narediti, karkoli uporabenega. Na koncu, kadarkoli se nas pa sprašuje, da bi kaj naredili, kaj izboljšali, moramo pa reševati svet. To tudi ni naša odgovornost. Mi lahko probamo in se matramo narediti največ, kar lahko. Sam prvo kot prvo malo priznanja mladini, drugo kot drugo, pa tudi to možnost, da bomo karkoli sploh spremenili. Smo generacija, ki je najbolje informirana doslej, vendar to s seboj nosi pasti. Ali smo v poplavi informacij na koncu koncev sploh pravilno informirani, ali informacije le manipulirajo z nami? Ekonomski pritiski, ki v njihovo življenje pravzaprav prihajajo neopaženo, včasih tudi z informacijami. Mi seveda tu, mi kot tak je član Evropske mreže informiranja in svetovanja, se imenuje Erika. In Erika ima dve pomembni listini na tem področju, ki se imenujeta, ena je Evropska listina informiranja in svetovanja, druga je pa listina spletnega informiranja. To sta listini, ki sta, bom rekel, kar mednarodno priznani in govorita ravno o tem, o ideološkem, političnem in komercialnem vplivu informacij na mlade. In seveda, če podpišemo to listino, se seveda tudi zavezujemo, da bomo ta načela spoštovali. Tako da mislim, da predvsem to zavedanje, da ne čutijo izpostave komercialnemu vplivu, pa naj bo to na področju mobilne telefonije, v končni fazi prehrane, tudi zabave. Seveda so to elementarne zadeve, ki jih mladi potrebujejo, in seveda zaradi tega so tudi morda toliko bolj izpostavljeni. En način je seveda spodbujanje zavesti pri mladih, kje poiskati kvalitetne informacije in na kakšen način. Drugi način pa je ta, da se seveda usposobi in da možnost tovrstnim dejavnikom, centrom, mladinskim centrom, informativnim centrom, tudi razvojem programov. Danes v same informativne centre mladi ne hodijo več iskati toliko informacij, ker so informacije pravzaprav vsakem nadaljavo, celo v žepu, recimo s pametnimi telefoni. Tako da seveda tudi v Evropi ta obisk upada, ampak kljub vsemu imeti prostor, imeti ljudi usposobljene za to, da lahko ponudijo po eni strani tiste informacije in se seveda, tako kot sem prej rekel, za listino zavežejo k nekim načelom. Po drugi strani pa spodbuditi mlade, da uporabljajo tovrstne vire. Seveda obstaja še tretji moment, to pa so pogoji, kar pomeni seveda tudi ozavestiti tiste, ki so odgovorni, tako na lokalnem kot na, bom rekel, vladnem nivoju, da se zavedajo pomena informacij, da se zavedajo pomena seveda tudi za mlade, kaj pomeni biti informiran, in po tretji strani, da seveda kljub vsemu omogočijo to na takšen ali drugačen način. Mislim, da je to civilizacijska norma prihodnosti, ker kolikor bomo zdaj ravnali, takšno mladino bomo imeli in seveda tudi družba prihodnosti se bo na ta način temu primerno vedla. Mladi naj uporabljajo več virov informacij, naj ne sledijo enemu samemu viru, naj uporabijo več virov in tu seveda naj potem na podlagi teh večjih virov vzpostavijo neko kritično distanco
se seveda odločijo za tistega, ki najbolj ustreza. Načeloma, brez izgovora deluje na področju, kot sem rekel, trajnostnega razvoja in zdravega življenjskega sloga, kar pomeni, da imamo številne projekte, ki so strani mladih tudi razviti na podlagi nekih aktualnih problematik oziroma zahtev iz javnosti. Zdaj, najbolj ponosni mogoče, tudi potem, kar nas najbolj poznajo, smo projekta Od vas za vsakega, to je projekt, ki nad vrhniškimi delavnicami ozavešča mlade v osnovnih in srednjih šolah o nevarnostih tobaka in predvsem nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije. Se pa kar precej razvija tudi na ostalih projektih, mislim, področjih, kot je recimo kasem alkohol, gibanje, prehrana, začenja se reproduktivno zdravje, duševno zdravje, ampak to je na področju zdravja. Pa na področju trajnostnega razvoja poskušamo biti malo bolj aktualni z tematikami, kot so podnebne spremembe in recimo trenutna ekonomsko-finančna gospodarska kriza. To je že tako univerzalno, da ko prideš do ene starosti, misliš, da so tisti, ki so mlajši od tebe, da so tako manj vredni, pa da tudi niso zmožni svojega mišljenja, v bistvu pa to. Ampak tudi nam se to, da pač tisti, ki so še mlajši od nas, pa tudi potem z leti to pride. In to itak že obstaja milijon generacij. Tako da to dvomam, da bi se dal razbiti sploh, ker to je že skoraj naravno v bistvu. Lahko bi pa res dajali več možnosti nam, da bi tudi mi lahko probali. Ne pa da nas zatirajo, pa mislijo, da nas nismo sposobni. Zdaj, če pa jim ponudiš priložnost in razložiš, kako naj to naredijo in celo usposabljaš, kako naj to delajo in potem jih še pozoveš k temu, da so v bodoče bolj aktivni, potem, če se ne vključijo, potem zares tukaj ni izgovora za to, da se ne vključijo. Ampak, tako bom rekel, premalo priložnosti je na danes za mlade. Se pravi, vsi na veliko bi kritizirali, kako mladi naredimo nič, potem pa, ko je pa treba ponuditi roko mladim, da nekaj naredijo, takrat pa hitro stisnemo rep na novo in zbežimo. Mladi smo le odraz družbe in s stalnim prigovarjanjem, kako slaba prihodnost nas čaka, smo še dodatno zaustavljeni in onemogočeni. Mladi smo naložba in predvsem rešitev za izhod iz umetno ustvarjanje krize požrešnih finančnih trgov. Ponudimo roko mladim in naj nas mladostna vznesenost in razigranost skupaj poneseta boljšemu ter pravičnejšemu svetu naproti. Za stereotipe. Vsak malo. Predstavljam si ene stereotipe, predstavljam si pa gledam hude ribe, predstavljam si, da vidim te tipe, slika je različna, hude so te ribe, še enkrat grem čez bite, pa pevam tako sam, veš, da sem stereotip, pa se ne vdam, ko sem predan, melodiji zvoka, se veš, da tukaj je želža, pa furga polka. Imamo različne položaje, eni me sprašujejo želža, jaz utram pa kvaje, ne vem, kva te daje, mene ne teži, saj jaz se predstavljam stereotip kot MC. Dobro se poglej, pa si vsaj priznaj, da skupaj gremo lahko naprej. Kaj bomo naredili s tem stereotipom? Osnova, če hočemo kaj narediti mladina, je, da se imamo radi, iz sovraštva na nič pametnega zrastel, same neumnosti, koliko v preteklosti, čez steklo odleti, še en stereotip, shit, yeah!